jaz imam tako kakšne dni, ko pomislim, kaj pa če meni zmanjka vsebine za tale podcast? In pol v bistvu ugotovim, da jaz kar naravno sam sebi kdaj razložim kaj na glas in če sam posnamem te monologe, imam jaz tako vsebine polno za tale podcast. Recimo zdaj čičam na kavču, pa sem hotel en film začeti gledati, pa tele špagete do konca pojesti, pa pol kar, ne vem, mi ni bilo, da bi začel film gledati in pol pač samo jem, pa razmišljam in pridem do tega, da en dojem, ki sem ga imel nekaj časa nazaj, je, saj tale je kar očitna, ampak komunikacija med nami poteka na več nivojih, En je tist beseden, literaren, rečemo temu nivo, en je nebeseden, telesni nivo, pa imaš pa še nivo občutkov oziroma ta malda nematerialen nivo, ki sam tako ton, kako je nekdo nekaj povedal, ali pa pač kakšen vibe, kakšno vibracijo si dobil od tega, kar je rekel. In je ful zanimiv, bom najlažje na primeru brata razložil. Kaj jaz ga tako velikokrat vprašam, a greva kakšno fifo, a se gremo družiti, a gremo na sprehod, a gremo Scrabble igrati, a gremo pač svašta, In v 80% primerov, tam nekje, če ne še več, mi reče ne. Pa, ker nima časa, ker se mu ne da, ker ima druge stvari za početi, pač, ne prijemo skup, sej, takrat, ko se družimo, je ful dobro, ampak večinoma mi odgovori ne. In fora je, da ne, ni, nek olepšen ne, ampak je tako, pač ne. To je to, sam reče mi ne morem, včasih tudi kaj razloži, zakaj ne more, ampak pač ne. In je ful dobro to. In zakaj je ful dobro? Zato, ker par nivojev nižji v tej komunikaciji, jaz vem in on ve, in jaz vem, da on ve, in on ve, da jaz vem, da sem midva cool. Da če on meni reče ne, sem midva še vedno cool. Midva kot brata, kot moj odnos z njim, njegov odnos z mano, pač najin odnos, midva sva en z drugim cool. Pa on reče ne, zato ker to, pa sorry, pa bomo enkrat drugič, ali pa mi sam reče ne. Sploh brez kakršne koli razlage, z dolgočasa pogled sem pač ne. In je ful dobro, ker pač vem, ker imava v redu odnos in vem, da to, on je rekel ne temu, kar sem ga jaz vprašal. In ne kot men, kot človeku. A veš, kaj mislim? Da mi lahko sočloveku rečemo ne, ampak če to naredimo na način, da v tonu ali v občutku istočasno damo temu sočloveku vedeti, da pač ne za to zadevo, za katero si me vprašal, za katero si me vprašala, ali pa pač karkoli, mogoče ni bilo v obliki vprašanja, da to ne, ampak midva, kot ti pa jaz, sva cool. Midva sva cool. Da je mislim, da v eni epizodi sem že govoril, da je pač temelj, pa zaradi pomanjkanja boljše besede, rečemo temu ljubezen. Da je temelj ljubezni tam, da pač jaz imam tebe rad kot sočloveka in tudi, če ti rečem ne, to nič ne vpliva na to, da imam jaz tebe rad kot sočloveka. In je umetnost se naučiti tako komunicirati, ker ni fora, da se naučiš, pravilno izgovarjati besede ali pa jih v pravilnem ritmu izgovoriti ali pa ta prave besede zbrati, sploh ni fora to,
ampak je da priješ do enega nivoja zavesti, ki imaš stalno pred sabo ali v sebi, oziroma v mislih, oziroma v občutku, kako bi opisal, da v trenutku, ko rečeš ne, nimaš v mislih samo ta ne, ampak dejansko se takrat zavedaš, pa ne da razmišljaš o tem, ampak se zavedaš, zdaj govorimo o zavesti, ne o umu, se zavedaš, da je pred tabo človek in si ti človek in je on človek in je ona človek in pač smo vsi ljudje in smo vsi cool. Jaz pa pač zdaj ne rečem za to zadevo, o kateri se pogovarjava. Ampak tako, veš, kot dva živa bitja so midva v redu, veš, tam. To je sam pač dialog, ki poteka med nama in v tem dialogu sem pač rekel ne za to zadevo, za katero sem rekel ne. Ampak, kot rečen, par nivojev nižji, se pa dogaja ta zavestnost, da ti si tam, jaz sem kle, midva se kle skupaj in sva v redu. A veš, kaj mislim? Čakaj, imam je še kakšen boljši primer. Ja, včasih sem že to doživel, ko sem kakšno frajlo govoril, pač mi je bilo všeč, sem pristopil do nje, živo, kdo spati. In, a veš, dobim nazaj ta ne. Ampak so bile ene, pač tako sta dva različna neja. Eno je ne, kot ne, teb kot osebi, a veš, ti kot človek, kot to bitje pred mano, ti mi nisi cool. To je pač res ta smoten ne. Pol je pa ta drug ne, ki pač je frajla na enem nivoju, da, a veš, da šteka, da je pač na drugi strani en človek. In ko ona reče, ko taka reče ne, prav dobiš občutek, da je pač rekla ne, zato ker pač ne bi šla s tabo na zmenk, oziroma ni, a veš, v takem razpoloženju, ali pa pač ni skaj dosti pokazal, pa pač ne, daj se še malo bolj potrud, ali neki. In, a veš, ni ne, ko ona reče ne mojemu obstoju, a veš, kot takšnemu, ampak pač reče ne temu, ki sem mi takrat predstavil, a veš, ne vem, karkoli sem že rekel ali pa karkoli sem že naredil, temu reče ne. Pa saj imate vsi ziher en tak primer v lifeu, ki ste slišali od nekoga ne in je bilo prav čutiti, da je ta človek rekel ne prav vam, a veš, kot bitju, da je prav zanikal s tem nejem tvoj obstoj. In ta ne je prav, ki te v dno duše zaboli. Pa imaš pa ne, ki je, ne vem, lahko za isto zadevo ne. Pa je tudi za take globoke stvari, kakor da, ne vem, se dva sta bila, ne vem, 10 let skupaj, pa potem en konča razmerje s drugim, ljubezensko razmerje s drugim in mu pač reče ta ne. Ampak še vedno se to da izvesti, da je pač še en nivo globi, kjer je pa ja. Kjer je pa, a veš, ti pa jaz, oba sva kle v lifeu in lifeu ja. A veš, da lahko človek pride do tega nivoja zavesti, ki v kjerkoli situaciji reče ne, vedno je še en globi nivo, kjer je pa stalen ja. Pač ja, kakor da bi rekel ja lifeu. In takoj, ko rečeš ja lifeu, je vsak, ki je živ, temu človeku, temu bitju rečeš ja. In če nekdo se nauči komunicirati, da na ta način, da prek tega, ki govori, ali pa
prek tega, ki s telesno govorico komunicira, da je vedno čutiti najglobi ja, to je ful dobro, ej. No in to sem hotel reči, da reči ne je fajn, v bistvu, če človek zna reči ne. Ampak je po drugi strani, oziroma tako no, je vsak od nas ima pravico reči ne, čemurkoli. Ampak obenem se mi zdi, pa da ima dolžnost priti na ta nivo zavesti, ki je pod tem nejem, a veš, stalni ja. Da pač čuti, da ko nekomu rečeš ne, da sva, recimo jaz tebi rečem ne, in čutiš, da sva tako midva še vedno kul, veš, kot dva sočloveka, midva sva v redu. Čeprav ti jaz rečem ne, ali pa ti meni. Ok, zdaj sem že tako 3 primere o isti zadevi navedel, tako da zaključimo to epizodo. Skratka, ja, fajn se imejte, pa se slišimo. Ajde.